Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 23. oktober 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Tujci lahko s preprostim soglasjem ali ponarejenim naslovom prijavijo prebivališče skoraj povsod. V gledališču je zadišalo po vinu, oglasili smo se od tam. Bistrica, potencialni nasprotnik Maribora v pokalu, proti nižjeligašu dosegla kar 18 golov. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vcer.com. Vse več je primerov, ko se posamezniki brez vednosti lastnikov prijavijo na njihove naslove bivanja. Ljubljančan je pred kratkim ugotovil, da je v njegovem stanovanju prijavljenih 5 neznancev. Prijavili so se s ponarejenim soglasjem lastnika. Podobno se je zgodilo tudi v upokojenki iz Maribora, ki je po pošti prejemala obvestila za osebo, prijavljeno na njenem naslovu brez dovoljenja. Te zgodbe razkrivajo pomanjkljivosti v sistemu prijave prebivališča, saj lahko prijavitelj s preprostim, neoverjenim soglasjem pridobi stalno ali začasno prebivališče, ne da bi bil lastnik o tem obveščen. Na upravnih enotah priznavajo, da se pojavljajo fiktivne prijave in ponarejeni podpisi. V Mariboru so primeri pogosti, v Celju pa uradniki ob dvomih o verodostojnosti soglasja obvestijo lastnika, kar delno zmanjšuje zlorabe. V Ljubljani se zanašajo predvsem na evidence brez preverjanja prisotnosti podpisov. Postopki za odjavo takih oseb so dolgotrajni in zahtevajo dokazovanje, da prijavljeni tam v resnici ne prebiva. Na Ministrstvu za notranje zadeve poznajo težave in navajajo, da je novela zakona o prijavi prebivališča uvedla omejitve glede števila prijavljenih oseb in standarde glede velikosti stanovanj. Temo je pripravila Sanja Verovnik, podrobneje pa si jo preberite v Večeru in na vcer.com. Tokrat se vam javljamo iz terena, smo v SNG Maribor, kjer se je zgodil vinski dogodek, ki nekako napoveduje pestro vinsko dogajanje na Štajerskem v Mariboru in seveda najbolj primeren sogovornik za ta slučaj z nami je Dejan Bajer iz zavoda Slovino, tudi šef velikega vindela, ki se tokrat v Mariboru odvija že 16. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Malo smo se umaknili, zato ker je seveda na razstavnih mestih in v tem lepem ambientu SNG-ja kar pestro. Danes koliko vinarjev se predstavlja? Danes imamo na pokušnjo vinsko-kulinarično odličnost na 160 različnih degustacijsko-promocijskih mizicah, tako da je več kot 130 različnih ponudnikov, avtorjev, okusov, vinarjev, delikates, vsega tistega, kar je dobro. Vedno se o vinu pogovarjamo v tej smeri, da skušamo višati kulturo pitja vina, pa bom z tem vprašanjem presekal kar na začetku. Kaj vi mislite, glede na teh 16 let tega vašega dogodka, se ta zvišuje? Kultura uživanja, kultura obedovanja, vinska kultura se zagotovo v našem okolju dviguje, je na zavidljivem nivoju. Tudi z našimi projekti na zavodu Slovino že 25 let počnemo dobre stvari za slovensko vino in če primerjam 20 let ali pa 25 let nazaj, smo lahko ponosni, v katero smer gre kultura. Tudi na salonu Vindel skrbimo, da so vsa vina poskušana iz ročno narejenih slovenskih kozarcev in lepo je videti tudi mlade generacije, mlade polnoletne ljudi, ki danes spoštljivo držijo kozarec, kramljajo z vinarji, z avtorji delikates, jih zanimajo stvari, tako da je napredek očiten in v pravo smer. Govorimo tudi o novem letniku, ta se še ne predstavlja, ampak vseeno vpliva pa letošnjo količinsko bogat letnik, pa tudi po kvaliteti bojda zelo dober na celotno panogo. Ste govorili z vinarji, kaj napoveduje letnik 2025, se bo kaj spremenilo v tej panogi? Pravzaprav se danes na Vindelu pokuša že tudi mlada vina, kar je prvenstven dogodek, da se lahko spoznamo z novim letnikom. Jaz sem pravzaprav vesel za vinogradnike, vinarje in za vse nas vinoljube, da je prišel v Sloveniji zopet zelo dober letnik, ki obeta. Takšnega smo pogrešali, brez ujm, brez težav, zatem, da lahko vinogradi narava pokaže, kaj najboljše naredijo. Zdaj pa so vinarji, enologi na tem, da naredijo v kleteh svoje delo in jaz se veselim tega letnika obeta in
lepo je videti, ko je količinsko dober, še bolj pomembna pa kakovost in letos nam je bilo oboje dano. Torej na Vindelu nekaj mladih vin, še več ali pa tudi drugačna, pa tudi ista vina, podobna vina še ta petek na salonu mladih vin Pubec v Mariboru, da omenimo tudi ta dogodek. No, ker smo zdaj v SNG-ju, res pravo prizorišče, da se pokaže tisto najboljše, ne? Pravzaprav v Hramu kulture, jaz sem zelo hvaležen vodstvu Slovenskega narodnega gledališča, da nam dovoli, da se Hram kulture za en dan spremeni v prizorišče predstave slovenske vinsko-kulinarične odličnosti. V najlepšem možnem ambientu se z ljudmi, ki to cenijo, družijo najboljša vina in to je, ko se vse stvari podružijo, je energija neverjetna in ni se nam bati za stroko, za prihodnost in ta ambient je dejansko pika na i vsemu tistemu, kar se vinarji trudijo prikazati. V Zavodu Slovino se trudite izobraževati Slovenke in Slovence o vinu, ste sommelier. Koliko je kaj povpraševanja po tem znanju, ga je vedno več, kakšni ljudje prihajajo k vam? Pravzaprav že dolgo časa izobražujemo someljeje, ljubitelje, kakor tudi someljeje profesionalce. Tudi na Vindelu je odlično in lepo videti, da je veliko strokovne publike. Stalno več je zanimanja za ta predavanja. Mi vršimo konstantno predavanje v Ljubljani in v Mariboru, še tudi na kak drug konec Slovenije gremo in ljudi, ki želijo svoje znanje v vinu in kulinariki nadgraditi, ne le profesionalno, ampak tudi za svojo dušo, za svoje boljše razumevanje teh dobrot je kar veliko in zmeraj izobražujemo ljudi, ki so na to na nek način podaljšek vinarjev, podaljšek tistih, ki skupaj skrbimo za kulturo vina, tako da tudi someljerstvo je naš pomemben dejavnik. Seveda pa tudi na Vindelu izpeljemo 2 masterclass delavnici, na katerih so letos kolegi iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor predstavili najboljša vina iz tekmovanja Vinorodni letnik 2024. Iz Ptujske kleti pa so naredili masterclass delavnico, na kateri se primerjajo svežine z zrelimi vini, pa vse tja do bogatih arhivskih zgodb, vse tja do letnika 1968 na pokušnjo. Tako da na Vindelu slavimo to, kar celo leto delamo, izobražujemo, poskrbimo, da smo most med ponudbo, povpraševanjem in da svoj kamenček dodamo v ta mozaik vinske kulture v Sloveniji. Ker se sam še nisem sprehodil po prizorišču, me zanima, ali je kje najti tudi brezalkoholno vino? Eden od trendov so tudi brezalkoholna vina, ampak ob tem, da je možno dobiti tudi te novosti, najdemo tudi sokove, najdemo krekerje, najdemo kambuče, najdemo veliko dobrih stvari, ki niso samo vina, ne? Kaj pa vi menite o brezalkoholnih ali pa dealkoholiziranih vinih? Pravzaprav imamo v svetu, to ni nič novega, pravzaprav so, rečemo, normalna vina in imamo dealkoholizirana vina v nekih deželah. V Skandinaviji imajo celo delno dealkoholizirana vina, ker so zakonodaje take, da dopuščajo v normalni prodaji morda samo vina z 6,5% alkohola. Seveda se trg vinarji k temu prilagajajo in za neke trge je to potrebno. Na našem bo pa verjetno osvežilna pijača na osnovi vina prišla do nekega izraza za neko publiko. Tradicionalno bomo še vedno pa iskali dobre, kvalitetne stvari, tiste, po katerih smo najbolj znani. Ok, da vas čim prej spustim nazaj med ljudi, ki so tukaj tudi zaradi vas. Še to vprašanje, vi tudi odštevate kaj do martinovanja? Pravzaprav Martinovo je na Štajerskem novo leto. Jaz se veselim letošnjega Martinovega, ker bomo lahko skupaj z vinarji praznovali ta simboličen pristop iz moštva v vino. Seveda je to novo leto, praznik in jaz se veselim, da je Maribor največje prizorišče tovrstnega druženja na prostem. Je veselje toliko večje tudi zaradi pogleda na piramido, kjer se dogajajo končno spremembe? Se bo morda slišalo, da je to zadnji čas, to mesto to potrebuje, piramida si zasluži, da je urejena, da je ponos mesta. V preteklem obdobju morda to ni bilo tako, zdaj pa vidim, da se stvari zelo spreminjajo in grejo v pravo smer. Se pravzaprav veselim, ko bo priložnost za sprehod po prenovljeni piramidi. Hvala lepa, gospod Dejan Bajer, za tokrat.
drage bralke in bralci Večera, o dogodku lahko seveda berete v Večeru in na večer.com, kjer seveda spremljamo vinsko dogajanje vse skozi, zato vabljeni na večer.com, pa seveda pametno in spoštljivo z vinom. Za konec še k nogometu. Kako neosmiljeni so bili v Slovenski Bistrici domači nogometaši. NK KTM Impol Bistrica, ki je ta hip na 6. mestu druge lige, je v 16. finala pokala NZS izkoristila skoraj vsako priložnost, da zatrese mrežo četrtoligaša iz Stojncev. Že po prvem polčasu je bil na pomožnem igrišču z umetno travo v športnem parku Slovenska Bistrica rezultat 10-0, končalo se je s kar 18-0. Po 4 gole sta dala Enej Marsetič in Anej Dukarič, po 3 Marcel Kubal in Nejc Bračko, 2 Marin Galič Bosnič. Če bo šlo vse po načrtih, Rdeče zdaj čaka spektakel, kakršnega so gostili že predlani, ko so se prebili celo do polfinala in tam izgubili z vijoličastimi. V osmini finala se bodo namreč udarili zmagovalcem tekme Brinje Grosuplje NK Maribor. V Malečniku prav tako slavijo zgodovinski uspeh. Med 16 najboljših klubov pokalnega tekmovanja se je NK Malečnik Asfalterstvo Brus prebil zmago z 2-1 nad Kamnikom. V računu četrtoligašev sta za domače zadela Tadej Šebal in Nejc Kop. Naslednji nasprotnik Malečničanov, Tromenik ali Jadran Dekani. Ostale podrobnosti pokalnega dogajanja, pa tudi napoved tekme konferenčne lige Celjanov na Irskem, preberite na športnih stranih Večera. To je bil Večer zjutraj 23. oktobra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo jutri v Večeru za vikend.